Sveta mati, leze mi iz ust. Uspelo nam je. Ja, postavili smo zavetje. Ena najbolj nevarnih živali na svetu. Ugrizni ga naravnost med oči. Poglej, kako pade. O moj bog, fantje, pravkar smo pristali na enem najbolj oddaljenih otokov na celem svetu. In naslednjih 24 ur, fantje, bom preživel samo s tem, kar lahko ujamem z omejenimi viri v svojem nahrbtniku. Poslal vam bom informacije, povedal vam bom, kje smo in kaj počnemo. To je noro, človek. Gremo. Torej, da začnemo to misijo, fantje, tukaj imamo plavuti za potapljanje, imamo tudi to podvodno puško in obstaja razlog, zakaj imamo to podvodno puško, o katerem bom govoril malo kasneje. V nahrbtniku imamo tudi nekaj drugih pripomočkov, imamo potapljaško obleko, ta nas bo, predvidevam, zaščitila pred ožigi in vsem ostalim, med potapljanjem nas bo grela. Imamo maske, te nam bodo pomagale pri lovu, tukaj imamo tudi GoPro kamere, imamo dron, ki nam prav nič od tega ne bo pomagal, tukaj imam še jeklo in kremen. To nam bo pomagalo zanetiti ogenj, ker je naš današnji izziv, fantje, da preživim 24 ur in jem samo tisto, kar ujamem. Ampak to še ni vse, človek. Trenutno smo na enem najbolj odročnih otokov na celem svetu. Tako sem vesel, da te vidim. Zadnje 4 dni nisem govoril angleško. Običajno, ko potujem na te otoke, je tam nekdo, ki govori vsaj malo polomljeno angleško, ali pa se lahko kako sporazumem. Zadnje 4 dni človek nisem spregovoril niti besede angleško, zato verjetno malo znorim, če boste to opazili v tej epizodi. Mi je žal, ampak v resnici mi ni, človek. Tukaj je nekaj mehkih tradicionalnih ribiških čolnov in to je praktično vse, človek. Poglej, okoli nas ni ničesar. Je res odročno. In pojavijo se določene težave, ko se ne moram z nikomer sporazumevati. Prva stvar, ne vem, kam naj grem. Druga stvar, sploh ne vem, če so na otoku ribe. In tretja stvar, edina beseda, ki sem jo govoril, je krokodil. Torej, predvidevam, da so na tem otoku krokodili. Super, v redu, izziv je postavljen. Preživeli bomo na tem prekletu odročnem otoku naslednjih 24 ur brez hrane. Začnimo raziskovati in poglejmo, kaj lahko najdemo, ker res, človek, nimam pojma, kje je kaj. Tako da res bi se vam rad iz srca zahvalil, fantje. 500 000 naročnikov, človek, to je šele začetek. 1 milijon do leta 2023. Lahko to dosežemo, fantje. Poskrbimo, da nam uspe. Delite naprej, povejte prijateljem, zgradimo to skupnost. Res vas imam rad, fantje. Tako sem navdušen, da se mi Wade Papenfuss Offshore Tales pridruži vsak teden. Vi ste moja družina, še posebej, ko sem tukaj sredi ničesar. Vi ste edina stvar, ki me ohranja prisebnega. Res vas imam rad, fantje. To so samo ti veliki kosi koral, ki jih naplavlja na obalo. Poglej tole, more biti dober greben tam zunaj, da bomo ujeli kakšno ribo. Wow, potim se kad nor, resno. Ampak človek, res sem navdušen, da grem v tisto vodo tam zunaj. Zato mislim, da gremo potapljati. Tukaj imamo dober razgled. Zdi se, da so tam nekaj koralnih osamelcev in struktur. Odpravili se bomo vzdolž tistega grebena. Ravno se oblačimo opremo na tem prekletu odročnem otoku. Fantje, razlog, da sem prinesel svojo podvodno puško je, ker nimam pojma, kaj je tam zunaj. Lahko so krokodili, lahko so morski psi, lahko je karkoli, res. Nimam pojma, kaj je tam zunaj. In opozorili so me na krokodile, zato nisem nameraval uporabiti ročne harpune, človek, ker mi to ne bo nudilo nobene zaščite. Čas je, da gremo ven in ulovimo kakšno ribo, stari. Potrebujemo hrano za naslednjih 24 ur. Gremo. O moj bog, kar motno je. Ne vidim niti konca svoje puške. O moj bog, fantje. To tam zunaj je bilo res šokantno, človek. Komi sem videl konc svoje podvodne puške in imel sem res velikega bikovskega morskega psa, ki je prišel in me preveril. Potem je odplaval svojo pot. Če bi tam zunaj ustrelil ribo, bi vsi tisti morski psi prišli, ker v bistvu, fantje, ko ustreliš ribo, ta nekako odda signal za stisko. In morski psi to zaznajo in pridejo preveriti. In če bi se to zgodilo tam zunaj, fantje, pri taki vidljivosti v vodi, bi bilo preprosto preveč nevarno. Zato sem odnehal. Vrnil sem se na obalo. Bomo morali najti kakšen drug način, da dobimo hrano. Ne vem, kaj bomo naredili. Morda bomo morali iti naberat, stari. Prav, gremo naberat. Vso svojo opremo sem zdaj pustil tam zgorej. Sprehodili se bomo po tej plaži, da vidimo, kaj lahko najdemo. Upam, da bomo našli kakšno hrano, morda kakšno naplavljeno ribo, ali pa, ne vem, poglej to, vidiš to? Poglej rake, poglejmo, če jih lahko ujamemo nekaj.
Kako so hitri. Prav po plaži je polno teh majhnih rakov. Morda jih lahko nekaj pojemo za zajtrk. Moramo jih pa ujeti, tako so hitri. Tam je, sledil mu bom. Mislim, da te imamo. Tam je. Prav, dajmo ga sprat. Preklopili smo čist na nabiranje, pravkar smo ujeli tega malega raka tukaj. To je neka vrsta hranil, ki mi bo dala neke energije. Poglej, ni velik. Sploh ne vem, če bo sploh kaj hranila, ampak poskusili bomo. Gremo. Leze mi iz ust. Je kar sladko, je kar hrustljavo. Sploh ni dober. Gremo, pogoltnemo, fantje. Tukaj imamo še enega mejhnega raka. Zataknilo se mi je med zobmi, stari. Zdaj imamo nekaj hrane vseb, načrt je naslednji. Počakati želim, da se plima umakne. Ko se plima umakne, bi morali lahko raziskovali te plimne tolmune in vse okol. In od tam bi morali, upam, najti še kakšno hrano. Madonca, poglejte to. Fantje, to je star kos naplavljenega čovna ali nekaj tazga. Iz naplavljenega čovna hočem narediti zavetje, stari. To bo moro. To lahko uporabimo. Vzeli bomo oba kosa za vsak slučaj. Uspelo nam je, ja. Naredila sva zavetje iz prekletega čovna, iz naplavljenega čovna, ki sva ga našla. To je noro dobra mala hišica. Trenutno sva popolnoma znotraj čovna. Poglej to, sva znotraj čovna, to je noro. Morava dobiti hrano, ne bo se končalo tako. Kasneje morava dobiti hrano. Poglej, kaj je v tem drevesu tukaj. Dej no. Tukaj je pustil mačeto, se hecaš. V redu, tukaj imamo to mačeto. Poglej to. Dobili smo kokos. Prav, poglejmo, če je kaj v tejle zadevi. Pravkar to vonjam. Če bi vi lahko zavohali ta kiselkast von. To je pokvarjen kokos. Da, tega ne bomo mogli uporabiti, bomo mogli še naprej raziskovati. Poglejmo, kaj še lahko najdemo. Ne more biti, zagotovo ne. To je prekleti kokos, človek. To je darilo od Boga, človek. Ne morem reči, da smo našli božje materino mleko. Ta čudovit kokos. Pejmo ga odpreti in ga izprazen do konca. Juhu! Naredi luklo na vrhu, takole. Tako je, stari. To je tako dobro. Juhu! To je bil dobesedno dar od Boga, človek. Tako navdušen sem. Prav, mislim, da se malo sprostimo. Verjetno imamo še kakšno uro, preden bo voda dovolj nizka. In potem lahko začnemo raziskovati ves greben in vse za nami. Ne morem verjeti, da sva zgradila to zavetje, človek. To je noro. V njem sem se sproščal približno 2 uri. Voda se je zdaj močno umakala. Šla bova peš z mačeto. Poglejva, če lahko najdeva kakšno hrano za večerjo, preden zaide sonce. Vsa ta voda zdaj oteka. In to zato, ker imamo močan odliv. Tukaj imamo majhnega rakca samotarja. Lep si, človek. Živjo, poglej ga, je res kul. Človek, ni šans, da bi ga pojedel. Preveč je kul, fantje, ne morem ga pojesti. Vidiš te luže vode tukaj? Upam, da se tukaj ujamejo kakšne živali, ki jih bomo lahko ulovili. Poglej to, človek, čudovita morska zvezda. Poglej, kako se sonce odbija od nje. To je res neverjetno. Ne bomo je predolgo držali zunaj vode. To je dober znak. Trenutno mi je vseeno, kaj dobim. Resnično potrebujem samo hrano, da preživim do jutri zjutraj. Držim pesti, da najdemo kaj. Vidite, da se zdaj približujemo grebenu. Počasi se vzpenjamo na to območje. To je res dober kraj. Tukaj lahko vidiš veliko morskih zvezd. Tukaj bi morale biti ujete kakšne živali. Neverjetno taj vse najdeš. Poglej to, dobili smo morskega kumarja, prijata. Poglej, kako šprica. To je vodna pištola. Tega tipa bom pustil tukaj, če ne najdemo druge hrane, ga bomo morda morali vzeti. Saj veste, da sem v preteklosti že jedel te morske kumarje in niso ravno dobri. Poglej to zdaj, skoraj smo dosegli območje z živo koralo. To je noro, človek. Kaj je to? Tam sem stopil na neki. Kaj je to? Sranje.
To tam je stožčasti polž, ki sem ga pravkar pobral. Ena najbolj nevarnih živali na svetu. In jaz sem jo pobral z golimi rokami. In v njej je bilo nekaj 100%. Spole imajo bodico, ki se izstreli. In v bistvu, če te to zadene, če lahko vidiš noter, je igre konc. Z mano je konc, to je konc moje zgodbe, to je konc tega kanala. Človek, tukaj moram biti previden. To je bilo zagotovo kar streznitveno opozorilo, brez dvoma, fantje. Mal me je začel biti strah tukaj, ne bom lagal. To stvar sem pobral z golimi rokami, sploh nisem vedel, kaj je bilo. Samo začutil sem jo pod nogo, jo pobral in to je bila prekleti stožčasti polž, človek. O moj bog, poglej to zverino. Imamo čudovito modro morsko zvezdo, nočemo, da je predolgo zunaj vode. Vrnil jo bom nazaj. Poglejte to zdaj. To je eden najbolj odročnih delov obale na planetu Zemlja. Poglej to. Tam je še en stožčasti polž. Ta te lahko ubije. Žival lahko vidiš, kako sedi prav tam. Če to pride ven in te zbode, si končal. O moj bog, poglej to. To mora biti ena najlepših školjk, kar sem jih kdaj videl v življenju. Poglej to. In v njej je ta polž. Tako mikavno je vzeti to čudovito kavrjevo školjko prav zdaj. Poglej to. To je res neverjetno osupljivo. To mora biti ena najlepših školjk, kar sem jih kdaj našel. Ampak to ni moje. Tu živi žival, ki je to dom. In fantje, veste, to je prav. To je mati narava. Tega ne posedujem. Koliko oceana. To je njihov dom. In res je pomembno, da to vrnem nazaj. Da ga dam točno tja, kjer smo ga našli. To je tukaj. Poglejte to. To je čudovito. In težko je to vrniti nazaj. Ampak to je narava, človek. Moraš živeti in pustiti živeti. In to je preprosto prav. Poglej tega morskega ježka, človek. Se hecaš z mano? Če bi me to zadelo, bi bilo tudi z mano konec. Človek, to je dežela norih stvari, ki me lahko ubijejo. Poglej to tam. Vidite to, fantje? To je levja riba, prav tam. O moj bog, nočem, da me ta poba zbode. Lahko ga vidite prav tam. Vidite, to je čudovito, človek. Fantje, ne bi verjel, dobesedno sem samo hodil in poglejte to. Verjetno sem nekje stopil na hobotnico. Kje je? Mora biti nekje tukaj čez. Tam je. Tam je. Poglejte, kako je zakamufliran, fantje. Sploh ga ne bi opazil. To je ena od vrst hrane, ki jo potrebujemo. Zdaj ga bom usmrtil na najbolj human način. Tukaj imamo to hobotnico. Najboljši način, da ga usmrtiš, je, da ga ugrizneš naravnost med oči. Slišali ste tisti pok? Zdaj je popolnoma mrtev, fantje. To tam, to je hrana, ki jo potrebujemo. Tako sem lačen trenutno. Cel dan nisem jedel, zato komaj čakam, da damo to hobotnico kuhati. Lejte, to ne bo ogromen obrok, ampak bo dovolj. Pravijo, da ima Avstralija vse smrtonosne živali, fantje. Mislim, da je bil to eden najbolj smrtonosnih lovov, na katerih sem bil v življenju. Tukaj okoli je nekaj domačih indonezijskih gojiteljev morskih alg, fantje, in mislim, da še nikoli v življenju niso videli zahodnjaka. Vsakič, ko se približam kateremu od njih, me samo gledajo, kot da si mislijo, kaj za vraga je ta stvar. Spet smo tam, kjer se je vse začelo. Še vedno imamo školjko za zadnjico, ki dobro služi. Prav, fantje, spet sva tukaj spodaj na plaži, mava mačeto in mava jeklo in kremen. Začniva s tem, tukaj sem našel zelo lep, lahek, vlaknast material. Upam, da bo ta prijel iskro. In tukaj imam še nekaj srednje debelih palic in nekaj večjih. Ne ravno zelo velikih, ampak večjih. To potrebujem. Vrni to nazaj. Sveta mati, ta je prijela, ta je šla. Ta je čist ponorel. Prav moramo jeti po še več. Moramo to vzdrževati. Gremo. Moram poskusiti dati nekaj malo bolj suhega na ogenj, ker bo sicer ugasno, in videti, kako hitro se to vname. Ampak potrebujem nekaj bolj konkretnega na njem. Zdaj bom nabral nekaj večjih kosov lesa. Tako, da jih bomo dali na ogenj. Upam, da bo to zgorevalo malo počasneje. Kot lahko vidite, imamo tukaj odlično osnovo iz žerjavce. Imam naš kokosov oreh od prej in dobil sem odlično idejo. Želim dati našo hobotnico tukaj noter v ta kokosov oreh, da vidimo, če lahko skuhamo hobotnico v kokosovem orehu. Poskusili bomo, da nekaj okusa iz kokosa preide v hobotnico. Damo jo naravnost gor, tako kot tole. Ja, tega še nikoli nisem poskusil, zato sem res navdušen, da to preizkusim.
Mislim, da bo to mogoče. Vzamem ves ta oglje in ga dam naravnost čez našo hobotnico. Lahko vidiš, da je tukaj noter v tem kokosovem orehu. Tega še nikoli nisem poskusil. Ne vem, če bo dober. Torej, morali bomo poskusiti. Delovalo bo kot pečica, tako da ji bomo morali dati malo časa. Vidite, da imamo osnovo iz oglja in pravkar sem dal hobotnico noter. Oglje je na vrhu. To bi moralo delovati kot nekakšna pečica. Upajmo in lepo speč to hobotnico. Dali bomo približno 5 do 10 minut in bomo videli, kako bo šlo. Tega še nikoli nisem poskusil, ne vem, če bo uspelo, moramo poskusiti. Hobotnica kuhana v kokosovem orehu. Je to prvič? To mora biti prvič, človek. Mislim, da tega še nihče ni naredil. To je noro. Lahko vidiš, da se počasi kuha. Prav tam imamo skoraj mini ogenj samo iz oglja tam. In naša hobotnica je pod tem. To je popolno malo kurišče tukaj. Če bi lahko to zdaj zavohal, diši po morski hrani, kokosu in prijetni dimljeni aromi. Mislim, da bo to res dober človek. Stvar pri hobotnici je, da jo je zelo težko pripraviti. Če jo prekuhaš, bo kot guma. Če pa jo premalo skuhaš, bo preprosto za nič. Preprosto bo slabo, človek. Tako da v bistvu igramo ruleto, če jo bomo prav skuhali. Ampak to je precej mehna hobotnica, tako da ji bom verjetno dal še 2-3 minute, potem pa mislim, da vzamemo ven oglje in jo poskusimo. Kaj praviš? To je trenutek resnice. To hobotnico bomo zdaj vzeli z ognja, dajmo odstraniti to oglje. Samo opravil bom to čudovito hobotnico, ki smo jo pravkar ujeli z golimi rokami. Poskusimo jo, prijatelj. Poglejmo, kako bo šla po grlu. Kuhanje smo popolnoma zadeli. Se šališ, prijatelj, to je res izven vseh lestvic. To je bila ena najbolj norih pustolovščin, na katero sem vas zdaj popeljal. Če vam je bilo všeč, prosim, pokažite podporo, všečkajte in se naročite. Se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Veliko ljubezni. Šehu.